Kdo se prijavlja k besedi? Poslanec Janša, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo in tudi velika zahvala za pobudnikom te seje. Smo tudi mi razmišljali, da bi vložili tak predlog, sem običajno, kadar ga mi vložimo, predsedniki delovnih teles ali pa predsednice iz koalicije, potem takšne seje ne skličejo. Tako da iskrena hvala, kajti, kot je rekel predsednik Vrhovnega sodišča, stvari so dejansko šle predaleč. Zdaj, prvi dokaz za to, da so šle predaleč, je že uporaba besedišča, tako v predlogu za to sejo, kot tudi v praktično vseh nastopih, ki smo jih slišali doslej. Zdaj, tisti, ki smo malo starejši, se spominjamo te dvorane, ko je bila še v malo drugačni dekoraciji, kjer so pred desetletji ravno tako razpravljali o napadih. Takrat so bili zelo aktualni napadi na JLA, pa na pridobitve socialistične revolucije. Zdaj, po več kot 3 desetletjih življenja v samostojni demokratični državi, zdaj spet govorimo ali pa govorite z enakim besednjakom, kot da ne bi imeli demokracije, kjer nihče ni nad kritiko, kot da ne bi že zdavnaj ponotranjili, saj večina ljudi misli enega od grških filozofov, ki je dejal: povejte mi, koga se ne sme kritizirati in vam pokažem diktatorja. Čim se uporablja beseda napad za kritiko neke institucije, ki celo pravi, da sodi v imenu ljudstva, v sodne dvorane pa spušča po 2 ali pa po 3 predstavnike ljudstva, prepoveduje snemanje senatov, se pravi tistih, ki sodijo v imenu ljudstva, Bog ne daj, da bi lahko javnost tudi kakšno sodno obravnavo v celoti poslušala. Torej, dejansko so stvari šle predaleč. Tudi ta sklep, ki ga je koalicija predlagala pod številka 1, je, če bi malo pobrskali po spletnem arhivu kakšnega starejšega slovenskega časopisa, bi lahko tam našli podobno besedilo izpred desetletij, kjer je takrat edina dovoljena stranka na svoji seji najostreje obsojala litostrojsko stavko, proteste pred vojaškim sodiščem leta 1988 in tako naprej. Naenkrat tukaj poslušamo, kakšen problem je ulica. Glejte, ko se je na teh ulicah grozilo za smrtjo 100 000, ulica ni bila problem. Če je bila kakšna kazen izročena, je bila celo vrnjena. Takrat pa ulica, gospa Bergant, ni bila problem. Nismo vas slišali, da bi to kritizirali. Na tem protestu v Celju nihče ni grozil za smrtjo. Jaz sem tam res govoril in sem izrecno rekel, da mi ne bomo blokirali obvoznic, ne bomo obešali lutk, ne bomo grozili za smrtjo in obsojamo vsako nasilje. In tudi grožnje z nasiljem, tako sodnikom kot tožilcem, pa tudi vsem ostalim. Ker nimamo dvojnih meril. Vi jih pa imate, gledajte. 2 leti se je to dogajalo. Zadnje leto epidemije 2-krat na teden. Pa nobenega glasu od vas. Podali smo nekaj 10 prijav zaradi neposrednih groženj za smrtjo. Tudi meni osebno. Poznate koga, ki je bil obsojen? Vse ste oprostili.
ali pa je tožilstvo celo zavrglo predloge. Tako da ne vi meni zdaj o ulici. A ne? In prosim, ne o neodvisnost sodstva, ko imate sodnike na političnih zborovanjih. Za člani ene od vladnih strank, ko imate sodnice in predsednico sodišča celo v tehle uniformah, ko imate, ne, to ni bilo na poti v jajce v bivši državi, to je bilo v samostojni Sloveniji, ker velja neka druga ustava, ne, in ker se govori o neodvisnosti sodstva, sodnike imate pa tukaj. A mislijo, da so to neodvisni? Res. Dejansko vse to, kar ste napisali v tem predlogu za to sejo, je problem. Ampak vzroki niso tam, kot ste jih vi navedli. Sodnik, ki se upa soditi po vesti, konča takole, glejte, v Lisicah. To je vaše neodvisno sodstvo. To je gospod Radonjić. Kaj je naredil? Pač verjetno je sodil po vesti in oprostil nekoga, za katerega je neko omrežje mislilo, da ga mora obsoditi. In zdaj je samo v kazenskih postopkih in da se ga še bolj poniža, se ga tja privede v Lisicah. Invalida. To je vaše neodvisno sodstvo. Res. Ta knjiga je šla pred 10 leti. Tukaj imate 160 sodnih primerov, ki jih je neodvisno sodstvo sprožilo proti meni. Osebno. 160. Praktično so vsi padli na neki točki, ne? Tako kot Patria. Ampak prej je to padlo, so bile vmes državnozborske volitve, so bile lokalne volitve in ukraden mandat. Toliko o tem, kako imamo korekcijske faktorje, pa kako se pol na neki stopni izkaže pravica. Ja, samo kakšne so posledice. In potem, gledajte, Odbor za pravosodje bi moral vsaj 2-krat letno razpravljati o tem. Koliko sodnikov na prebivalca imamo v Sloveniji? Smo evropski rekorder ali pa viceprvak. Koliko imamo sodnih zaostankov, kjer smo tudi prvak ali pa v samem vrhu. In koliko je pritožb iz Slovenije na Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer smo tudi prvak. In ker se je ta številka drastično povečala in ker ne gre za to, da bi bilo povprečje v drugih državah, ne vem, za 10% manjše kot v Sloveniji, ampak gre za to, da je iz Slovenije 10-krat več pritožb zaradi sojenja v Sloveniji, zaradi kršitve človekovih pravic na Evropsko sodišče za človekove pravice, 10-krat več, kot je povprečje v Evropski uniji. In potem prije predsednik Vrhovnega sodišča na to seje in prav, sodstvo ni v krizi, družba je v krizi. Glejte, tudi ta stavek smo slišali pred 10 leti. Ni bila partija v krizi, ne, družba je bila v krizi. Ali pa ni bila v krizi, ne, družba je v krizi, ker ne sprejema tega, kar ona počne. Zdaj, ko se začne ta govorica, je to začetek konca tistega, ki misli, da je nad vsako kritiko. Lahko pogledam tudi grafe o ugledu sodstva v Sloveniji. Ne, rekli boste, tudi ugled politike je nizek, pa drugih institucij. Glejte, če ugled politike ali pa politikov nizek, pač vsake 4 leta so volitve. Sodniki in sodnice imate pa trajen mandat. In je nizek ugled bistveno večji problem, ker ste praktično nezamenljivi, ker sami sebe imenujete, ker v sodnem svetu ima sodstvo večino.
In državni zbor to zgolj zdaj še potrjuje, zdaj pa še predlagana ustavna sprememba, da še tega ne bilo. In da bi zgolj predsednica države potem podpisala in objavila v Uradnem listu ime nekoga, ki bo sodil v imenu ljudstva. Ljudstvo pa, dokler ne vzame v roke uradnega lista, sploh ne bo vedlo, kdo mu bo sodil. In kar se tiče ugleda, še to. Zdaj zadnje 2 dni odmeva neka sodba vodilnih v neki banki. To je Probanka. To je banka, ki se je rekli tajkunska banka, kjer je bilo oškodovanje za blizu pol milijarde. Samo malo prosim, kolega Janša, zdaj ste že, današnja tema je problematika napadov na sodstvo, torej ne problematika sodstva in to, ki jo na različnih sejah obravnavamo, ne? Gre za nezakonite, grobe spodbujanja sovraštva zoper sodnike, posameznike, zoper tožilstvo in tako naprej. Gre za spodbujanje ulice, ne? Klicanje k uporu in tako naprej. Sprej, gre za problematiko takšnega načina obnašanja. Ne govorimo širše o problematiki sodstva in tako naprej. Na to temo smo imeli že nekaj sej, kamor niste prišli ali pa tudi na kakšno ste. Tako da prosim vas, da se držite teme. Predvsem pa odprtih sodnih postopkov ali pa nekih drugih tukaj danes ne bomo komentirali. Postopkovno. Toliko samo. Postopkovno. Ja? Kaj sedaj? Imate postopkovno, kolega Černač? Da ne posegate v razpravo, dokler govornik govori. Drugače bi vam pa prebral, kaj je točka dnevnega reda. Niste prebrali drugega dela. Drugi del točke pravi, glede odgovornosti politike do spoštovanja sodne veje oblasti in varovanje ugleda pravne države. In o čemer je govoril gospod Janša, je točno to, o čemer ne bi govorili pri tej točki danes. Tako da vas prosim, da ga več ne prekinjate. No, seveda sejo vodim jaz in bom prekinila takrat, kadar menim jaz, da je kršena. Očitno ne razumete, ravno o tem govorim, o varovanju ugleda pravne države. Izvolite, prosim, nadaljevati. Glejte, spoštovana predsednica odbora, tudi jaz govorim o varovanju ugleda pravne države, samo razloge za padanje tega ugleda si očitno razlagamo različno. Ampak smo parlament, smo v demokraciji in menda je to dovoljeno. In jaz mislim, da bo primer, ki sem ga jaz omenil, ko za to, da zdaj davkoplačevalci polnimo še vedno bančno luknjo, pri tej konkretni banki tam blizu pol milijarde, odgovorni so pa dobili družbeno koristno delo, da ni hujše stvari, ki bi krnila ugled sodstva kot take sodbe. Lahko je super sposoben politik, pa ne bo uspel nikogar nagovoriti na slabo mnenje o neki instituciji, ki dela dobro. In tukaj se mi razhajamo. Pa povejte mi še, kako sodbo dvakrat v zgodovini samostojne države so slovenski davkoplačevalci sanirali bančni sistem. Ka 5 ali 6 milijard evrov je izpuhtelo. Povejte mi, pokažite mi nekoga, ki je bil za to resno kaznovan. In potem vi mislite, da tisti, ki sodstvo kritizira zaradi takšnih stvari, on krni ugled sodstva. Ne pa sodstvo samo. Ali pa tožilstvo, ki se je v tem primeru pogodilo. Jesus Christ. Ura družbeno koristnega dela bo koliko? 5000 evrov. Pa obtožnica je bila vložena za 9 milijonov, oškodovanje je pa za najmanj 350 dokazano. Glejte, to krni ugled sodstva. Imamo še veliko stvari, bom pa pustil še kolegom dovolj časa za razpravo. Zdaj, da ne samo kritiki, glejte, v Sloveniji potrebujemo reformo sodstva. Pa ne takšno, kot se je zdaj poskušalo
pač spraviti celo imenovanje sodnikov še bolj stran od ljudstva, ampak recimo takšno, kot ga je izvedla Slovaška pred leti, članica Evropske unije, z žegnom vseh institucij Evropske unije in po kateri se je kakšnih 20 ali pa 30 najbolj korumpiranih sodnikov znašlo v zaporu. Ja. Sedaj bom jaz nadaljevala z razpravo. Kar se tiče neke primernosti določenih sodb, recimo to, ki ste omenili, ja, tudi meni se ne zdi razumna, ampak zato seveda ne bom letela na ulico, spodbujala, objavljala sodnikov z strelnimi luknjami v glavah, objavljala in klicala na linčanje posameznikov in tako naprej. Ne bom spodbujala ulice, a ne, k nekem uporu, ne. Vi se zdaj kličete, tukaj ste predlagali neke sklepe, kolikokrat ste bili na oblasti? 3 vlade, ne? Torej, kaj ste vi storili, če vam tak sistem ni pogodu? Kolega Janša, povejte, zakaj niste takrat ustrezno spremenili zakonodaje? Zakaj? A ne? Imeli ste torej priložnost, ampak očitno, ne vem, niste čutili potrebe za kakršnekoli spremembe, a ne? Zdaj, sami omenjate Patrio in podobne zadeve. Jaz sem poskušala nekako, da se držimo teme. Zdaj, če želite, lahko izpostavimo en velik problem, ja, našega pravosodja. Torej, sami dajate recimo v SDS-u velikokrat Avstrijo kot svetel zgled, ne? Pa poglejmo res problematično zadevo. Kako je avstrijsko sodišče pravnomočno odločilo in kaj je zapisalo v izreku v zadevi Patria? Da je posrednik pri nakupu Riedl, Janezu Janši, prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše, Zagožna, obljubil 900 000 evrov stranki takratnega predsednika vlade Janeza Janše, če bo ta poskrbel za to, da bo razpis prilagojen Patriji in bo Patrija posel tudi dobila. Riedl je 900 000 evrov Zagožno tudi predal, ker je imel soglasje Janeza Janše in Zagožna in tako naprej. To je sodba avstrijskega sodišča. Zmigujete z glavo, tudi sama sem že prijela grožnje za tožbo vašega hišnega odvetnika Matoza, naj se takoj opravičim, ko sem to že brala, tega opravičila seveda ne boste prijeli, lahko me izvolite tožiti, ne? Pač sami dajete te zadeve na plano, a ne? In vlečete za jezik. Spravi, to je sedaj, lahko so slišali tudi vaši volivci, to je pravnomočen izrek sodbe avstrijskega sodišča. Kaj pa pri nas? Ja, pri nas pa ni bilo tako. Pri nas pa ni prišlo do epiloga. Zadeva je zastarala. Zakaj pa je zastarala zadeva? Zato, ker je pod vašo vlado bil sprejet tako spremenjen zakon o zastaranju, da je bilo v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe zgolj 2 leti na voljo za ponovni postopek, v katerem je nemogoče, ta določba je že bila deloma spremenjena, izpeljati resne postopke, to vsi vemo. In v naši državi, ja, primeri padajo na nekih postopkovnih zadevah, kar po vrsti, kljub obstoju materialnim dokazom, posnetkom kaznivih dejanj različnih, ne, vemo, tudi drugi vaši člani so recimo posneti, pa potem zaradi določenih postopkovnih zadev vse skupaj pade. Ja, to so problemi. To so problemi. Se strinjam, pa ne vem, zakaj torej jih niste še z spremembo zakonodaje ali česa podobnega torej naslovili, da se takšni problemi ne bi dogajali. Se pravi, na 8 straneh avstrijska sodba, ni prišlo gospodu Riedlu na pamet, da se pritoži, ne? Izrek ste slišali, pri nas pa vse kaj drugega. Zdaj, kar se tiče smrta janšizmu, tožilstvo je lepo obrazložilo, ne moreš, kaj je smrt komunizmu, je kaznivo dejanje? Kolikokrat ste vi to rekli?
Kaj bi mogli biti za to obtoženi? Obsojeni, pardon. Ja, to ni, ne morete vi ubiti neke ideologije. To vam je tožilstvo lepo razložilo, da pač ne moreš ubiti komunizma, tako kot ne moreš ubiti janšizma. In to ni bila smrt vam, Janezu Janši, pa Žanu Mahniču, ampak smrt janšizmu. Tako da če želimo na takšne zadeve se spuščati, resnično, pa tu kažete sodnike na zborovanjih za pusta preoblečene v določene zadeve, ali pa to je tako, kot da bi vam kdo očital, da hodite v cerkev, če tudi je kdo na praznovanju 1. maja, pa dajte, lepo vas prosim, sami ste pa bili ultrakomunist, sami ste nosili v jajce, ste korakali vi, goreč komunist, pritožili ste se, ko so vas izključili iz partije. Samo v vaši stranki še sedijo člani Zveze komunistov in vi tukaj sedaj ponavljate v nedogled in koga vi, ki ste spremenili, sedaj ste pa goreč vernik postali. Bili ste pa zagrižen komunist in tudi vaša stranka v bistvu nekako deluje, samo vi ste še 30 let predsednik ene in iste stranke, kjer vemo, po kakšnem sistemu deluje. In lepo vas prosim, nehajte že z takšnimi nekimi manevri, tukaj osamosvojitve tudi rajši ne vlečete. Da ne bom prebrala, kaj je rekel glede vas, že leta 93 smo imeli Depalo vas, kaj je rekel gospod Beznik, vodja specialne enote. Mislim, da je bil največji problem vojske, predvsem specialne brigade Moris, da so ustvarili ideologijo, da kdor ne misli kot Janša je nasprotnik, ne glede na to, ali je rdeč ali bel. Janša je bil znan in nezmetljiv. Pri nas pa je bila velika napetost, bili smo v taki pripravljenosti kot leta 90 ali 91. Veliko noči smo morali preživeti v stanju popolne pripravljenosti. Vemo, kaj to pomeni. A vemo, kaj to pomeni. Pa kaj je potem bilo z Depalo vasjo, kaj je bilo z vašimi kandidatkami, bivšimi generalnimi državnimi tožilkami. Naj se o tem pogovarjamo. O neodvisnem, ne vem, tožilstvu. Zato vas prosim, gre za resno stvar in dajmo se držati teme, nekako razpravljati o tem. Ali je za vas neodvisno tožilstvo to, kar ste počeli pod prejšnjo vlado? Tožilcem že tako podhranjenem kadrovsko do konca, ne? Sedaj sem bila na državno-tožilskih dnevih, bila je tam tudi glavna evropska tožilka, ki je opozorila posebej, spomnite se, kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado in tega ne pozabite. Niste imenovali evropskih delegiranih tožilcev, niste imenovali tožilcev v Republiki Slovenije, samo tožilcem ste znižali plače za 30% neustavno. A to so te vaše, kako naj delujejo sploh tako podhranjene? To seveda ni. Jaz nikakor ne zanikam, da je vse, kot sami veste, večkrat razpravljam, kje menim, da so bistvene težave in jih bomo tudi naslovili. In kot je že povedala tudi gospa generalna državna tožilka, ne moremo se delati, da problemov ni, ne moremo se delati, da epilogov mogoče ravno tam, kjer bi najbolj morali biti, ni. Ampak na takšen način se tega ne rešuje in politiki si tega ne bi smeli dovoliti. Nikakor ne. In kadar pomenijo takšna dejanja tudi izvrševanja zakonskih znakov kaznivih dejanj in tudi vaša dejanja so to pomenila, mislim, da je seveda tudi na temu, da se sprocesirajo in tudi tu vidim neodvisnost tožilstva in sodstva, da si to upa storiti in upam, da si bo, da ne bom rabila jaz pisati kaznivih dejanj, ovadb kazenskih, pardon. Tako, sedaj se je k besedi prijavila še replika. Izvolite, prosim. Mislim, verjetno no ste zanikali, da sem bil večkrat imenovan. Ne? Se pa na začetku ponovno zahvaljujem, ker ste pač zdaj razpravljali vsem, kar vam je padlo na pamet, kar pomeni, da tudi ostali lahko, ne? Da ne boste zdaj potem spet citirali dnevni red. In je malo besedo mojim kolegom, če bodo šli v svoji razpravi malo širše. Pa govorili o konkretnih sodnih zadevah, tako kot ste vi. Ne?
Zdaj, jaz v Avstriji nisem bil sojen, se nisem mogel braniti, kaj tam piše, je popolnoma irelevantno. Jaz sem bil sojen v Sloveniji in ta sodba je zgrmela na ustavnem sodišču za soglasno odločitvijo ustavnega sodišča. Zdaj, kar se tiče napadov na neodvisnost sodstva pa konkretnih primerov, zdaj, to, kar nam očitate, se dogaja zaradi tega konkretnega primera, ki teče pred sodiščem v Celju, ne? In tam je v sodnem senatu gospa, ki ni bila na vrsti, ki je gospa ministrica za pravosodje Katičeva vzela v službo, jo postavila za šefico pravne službe Velenjske občine in ona zdaj meni neodvisno sodi. Ja, samo malo. Torej, rekli ste, da lahko razpravljamo tudi o tem. Zdaj, poleg tega se o tem sodnem postopku zdaj piše že 19 let oziroma nekaj manj in razpravlja na vseh instancah. In zdaj se pa tukaj ne bi smelo, ali kaj? Če vi lahko razpravljate o jajcu, pa o vsem živem, potem tudi drugi lahko razpravljamo o vsem živem, tudi o tožilski karieri gospoda Harija Furlana, kjer se da tudi veliko zanimivih stvari povedati in jih tudi bomo nadaljevali. O odprtih, jaz sem vam odgovarjala, ne? Vse ste vi načeli te teme. Ni problema, gledajte. Še nadaljujte, imamo še dosti materijala, če si to želite.